hriboviti pokrajini med travniki in gozdovi je desetletja samevala stara kmetija. Čeprav bivalnega objekta ni bilo več, so kmetijo še vedno označevali kašča, stoletna lipa in značilen koroški skedenj, ki je stal na propadajočem kamnitem hlevu. Nova lastnika sta se navdušila nad lokacijo parcele. Čudoviti razgledi na Pohorje, Uršljo goro, Peco in okoliške pašnike so ju spodbudili k razmišljanju o gradnji hiše, hkrati pa sta že od vsega začetka razmišljala, kako bi ohranila skedenj iz macesnovega lesa, saj sta v njem prepoznala dragoceno identiteto kulturne krajine. V iskanju dobre rešitve sta se obrnila na Styria arhitekturo. Skedenj je arhitekte presenetil s kompleksnostjo in skrbno obdelanimi detajli. Njegovo zasnovo so nato uporabili kot izhodišče za izviren dom. In po 4 letih smo spet tukaj pri Brigiti in Jožetu. Živijo, pozdravljena. Zdravo. Torej, smo v kraju Vrhe in tudi vajna hiša, predstavitev vajne hiše je predstavljala svojevrsten vrh naše oddaje. Povejte mi najprej, kako se danes po 4 letih počutite v tej čudoviti stvaritvi? Ja, še vedno super. Pravzaprav zdaj v 4 letih se je že pokazalo, da je hiša funkcionalna, prijetna za bivanje, dobra klima je v njej, ker je v glavnem iz lesa. Predvsem je pa po moje najpomembnejše, da je ta povezava z naravo. Torej, Jože, trud je poplačan, splačalo se je iti malo z glavo skozi zid oziroma skozi les v tem primeru. Res je. Ja, res je. Zelo smo zadovoljni, kaj je izpadlo iz tega projekta. Navdušuje me ta odprtost, stekla, ogromno stekla, da si v hiši pa kot da si zunaj. In moram reči, da si zdaj, ko tako razmišljam, ne znam predstavljati, da bi živel v eni hiši z klasičnimi malimi okni. Glede na to, da je vajna hiša na ambientih najbolj občudovana, sem prepričan, da sta tudi vidva nekako doživela ta odziv. Kakšni so bili odzivi ljudi? Dobri, pozitivni. Pravzaprav sem bila presenečena, koliko je bilo odziva. Ljudje, ki nas poznajo, so v glavnem si to videli, pa celo ljudje, ki jih ne poznaš, se je zgodilo, da so omenili, pa te mogoče ustavili. Da sem bila res presenečena pozitivno. Ampak tukaj nikoli vam ni bilo v smislu žal, da ste malce svoje intime razgalili. Marsikoga skrbi, sploh ko gre za tako čudovite objekte, joj, mi bodo prišli s kamerami gledati v hišo, ampak v vajnem primeru so torej posledice samo pozitivne. Ja, mogoče od začetka sem imela malo dileme, ker pač je vedno, to je le doma. Ampak nekako sva glih o tem razmišljala, da je dobro, da se taki projekti pokažejo, da ljudje vidijo, kaj vse se lahko naredi. Ogromno je pri nas objektov, ki ali jih enostavno porušijo ali propadajo. So pa veliki potenciala. Veliko ljudi nas je kontaktiralo tudi z cele Slovenije, da so želeli, da pridejo pogledati, malo povprašati, kako smo se mi lotili. Prav je, da s takimi primeri damo navdih ljudem, da se seznanijo s stavbno dediščino, jo skušajo ohraniti, hkrati pa ugotovijo, da je znotraj teh starih lesenih zidov možno povsem sodobno bivanje. Če na primer se nekdo ukvarja s kakšno podobno mislijo, s podobno idejo, da ima kakšen starejši objekt, kolikor sta se naučila, kaj bi mu svetovala? Ja, da vztraja na tem in da poizkuša predvsem star les, da ga poizkuša na nek način uporabiti ali v novi hiši ali pa če obnovi obstoječo hišo. Ker to 100-110 let star les in tle se vidi, kakšnem stanju je in to bo še naslednjih 200 let ravno tako uporabno. Jaz mislim, da les je fantastičen gradbeni material in da se ga vse premalo uporablja. Predvsem pa star les. Največja škoda je lep star les rezati za drva. To je greh. Konstrukcijo starega skednja je bilo treba prestaviti na ugodnejšo lokacijo, kakšnih 50 metrov višje, kot je stal prej. Tesar iz Savinjske doline je skrbno označil vse elemente skeleta, les očistil in ponovno sestavil na zidanem podstavku, ki so ga določili arhitekti. Sašo in David, povejta mi, a se spomnita prvega trenutka, ko ste stopili na tole posestvo in sta kot arhitekta ugotovila, kaj imata v rokah?
Spomnim se, da smo prišli na ta čudovit plato, na greben tega hriba, teh vedut, bil je krasen sončen dan in niti ni bila pozornost toliko usmerjena v ta skedenj, ki je tukaj že stal, temveč bolj smo bili osredotočeni na samo lokacijo, kjer je Jože želel, da pripravimo predlog za novo hišo. In potem smo v nadaljevanju zašli v ta skedenj in tu je prišlo pravzaprav do tega, da se je projekt nekako začel sam odvijati. In je padla ideja, Jože, zakaj pa ne bi mi, hiša ti že stoji, ne? Preprosto moramo samo zastekliti in je to to. Ne? S čim vse se je bilo treba spopasti? Ko smo se začeli temu globoko poglabljati, ko smo začeli v to mečati prostor, ko smo začeli razmišljati tudi kot inženirji, ne samo kot arhitekti, se je enkrat pojavilo tudi vprašanje o tem, kakšna so nosilna tla, ali je cel skelet še res uporaben. Smo vse temeljito pregledali, izrisali, valorizirali sistem in hkrati tudi iskali rešitev, kako tiste zahteve in pa želje, ki jih ima investitor, umestiti v to noter. Znotraj tradicionalne lesene strukture so postavljeni montažni elementi, fasadni ovoj, zasteklitve, sekundarna streha in zaključni tlaki, ki danes skupaj z veličastnim lesenim ogrodjem tvorijo imenitno bivalno celoto. Se vam zdi, da je v Sloveniji še veliko tovrstnega potenciala, torej priložnosti za revitalizacijo starih objektov? Izjemno dosti. Zdaj, ne govorimo samo o tovrstni revitalizaciji. Ne? Kot arhitekti smo sposobni videti potencial gradnje kvalitetnega bivalnega okolja tudi v devastiranih območjih, ne? Tudi v opuščenih stavbah, kot je to sploh zelo moderno v tujini, v industriji in tako. Ampak je tu vedno pač potrebna en kreativnostni pristop, interdisciplinarnost in predvsem ambicioznost. Za zasnovo hiše na Vrhah je Styria Arhitektura prejela več nagrad. Big Sea Award v kategoriji Lesena ikona, Zeleni svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor, Life Challenge Award v kategoriji Single Family House in naposled tudi priznanje oddaje Ambienti za najbolj gledan projekt. Kako pa sta vidva kot avtorja arhitekture doživljala uspeh, ki ga je ta hiša doživela tudi skozi našo oddajo? Ja, bili smo deležni kar nekaj klicev ljudi, ki so se zanimali pravzaprav, da bi želeli enak projekt, vendar je za nas to predstavljalo neko zaključeno zgodbo, ki je nismo želeli deliti vnaprej, niti je ne bi znali in ne bi zmogli. Ravno zaradi teh specifik, ki so nastale, ne, hiša ni samo grajena struktura, ampak je širše okolje, v katerega se vključuje in ga ne moreš kopirati in prenašati in aplicirati drugam. Zato smo enostavno skušali to razumeti kot eno zelo pozitivno izkušnjo. Silno zanimivo je zasnovana tudi okolica hiše. Za načrt in prvotno zasnovo je poskrbel krajinski arhitekt Aleš Koprivšek. Kasneje sta lastnika še dosadila nekatere rastline in si nedavno omislila vinograd. Medtem ko zunanjost objekta spoštljivo obravnava bistvene zakonitosti slovenske podeželske arhitekture, v notranjosti navdušuje sodoben ambient, ki se razprostira v 3 etažah. Opremljanje prostorov je z izjemnim čutom za lepoto in uporabnost načrtovala lastnica hiše, ki je po izobrazbi arhitektka. Glede na to, da je vajina hiša najbolj občudovan, najbolj gledan objekt v zgodovini oddaje Ambienti, vama izročamo tole simbolično darilo oziroma kocko, prav tako iz macesnovega lesa in z intarzijo, ki vaju bo zavedno spominjala na to, da smo tudi mi malce tukaj pustili svoje korenine. Najlepša hvala. Hvala. Super, hvala. Zdaj, po vajinem velikem delu in po vseh teh priznanjih, ki ste jih dobila ob občudovanju tega objekta, kaj bi rekla, da je za vaju največja nagrada življenja v tej hiši? Ja, prijetno bivanje, kvalitetno bivanje. Zadovoljna smo, ne? Nič ne bi spremenjala. In to je največ, kar, da si potem zadovoljen z nekim projektom in da, če bi še enkrat gradila, bi gradila ravno tako.